tokrat so vas presenetili oziroma vaše stanovalce, gimnazijci in učenci osnovne šole Orehek, ki se učijo kitajščine. Ja, res, izredno smo bili veseli, posebno priložnosti, ob kateri so nas obiskali, nam priredili zares lep program. In sicer to prireditev je bila namenjena praznovanju seniorjev na Kitajskem. To je kitajski dan starejših, ki je tokrat v letošnjem letu 28. oktober. V Sloveniji smo imeli to 1. oktober, ga vedno praznujemo, Kitajci pa so vezani na luno in tokrat je to 28. oktober in po kitajsko se reče praznik seniorjev Čongjang. Ste stanovalce pripravili na ta dogodek, ste jih presenetili? Stanovalcev posebej nismo pripravili, zato ker želimo, da si sami naredijo nek svoj vtis in tudi okrasitev, ki jo imamo s temi lampiončki in pa prehrana kitajska, s katero jim bomo pogostili, je presenečenje za njih. Tokrat je bilo to prvič, pa po odzivu stanovalcev vidim, da jim je izredno všeč in še darilce, ki so jim ga pripravili. To je darilce naših gostov in sicer je posebna ta kocka, ki jo bojo lahko sestavljali tudi za ročne spretnosti. Tako da takšnih praznikov in takšnih presenečenj so naši stanovalci vedno veseli in se jih zelo veselimo. In koliko vaših dijakov obiskuje kitajščino? Torej, Konfucijev učilnica Kranj obstaja 4 leta, 5. leto že poučujemo kitajščino, najprej na ravni izbirnih predmetov je bilo, zdaj smo pa ena redkih slovenskih, če ne celo edina, gimnazija v Sloveniji, ki poučuje kitajščino kot 3. tuji jezik. Letos se je na stopnjo 3. tujega jezika vpisala že 2. generacija, to pomeni v 3. letniku imamo eno skupino, pa v 4. letniku. Vseh skupaj, ki se učijo kitajščine na ravni 3. tujega jezika, je na gimnaziji Kranj 17 dijakov, če pa bi prišteli še vse, ki se učijo kitajščino tudi kot interesno dejavnost, pa lahko govorimo tam o 30 dijakih. Kitajščina je poseben jezik. Seveda. Torej, ne spada med indoevropske jezike, to pomeni, ko se učiš kitajščine, se učiš popolnoma nove logike jezikovne, nove strukture, nimajo sklanjatev, nimajo spregatev. Potem je druga zadeva, zapis kitajskega jezika je seveda v pismenkah, to pa pomeni, da pri nas recimo vsak jezik lahko vsaj približno nekako zapišeš s 25 črkami, medtem ko za normalno komunikacijo v kitajščini pa rabiš poznavanje recimo 2000 vsaj pismenk. Zakaj ste se tokrat odločili, da presenetite stanovalce doma starejših v Kranju? Navada je taka, da vsako leto ena izmed Konfucijevih učilnic slovenskih, te so 4, namreč organizira tako prireditev. Kitajci zelo spoštujejo starejše občane oziroma starostnike in seveda vsako leto 9. meseca lunarnega koledarja pač izpeljajo praznovanje seniorjev oziroma dneva seniorjev in seveda letos je prišla vrsta na nas. Povprašali smo dom upokojencev, če so pripravljeni sodelovati, z navdušenjem so nas sprejeli in potem smo seveda pripravili program, pripravili pogostitev in tako dalje.